Šola je zelo hrupen prostor, če mene vprašate. Meni se zdi, da hrup mora biti zaradi tega, ker še vseeno otroci s tem izkazujemo neko energijo. Hrup ga v bistvu ne občutim več, ne moti. Ta hrup me moti zelo pač, ko je tu v drugih prostorih. Sem vedno v svojem razredu in takrat in se navadiš pač. Meni hrup ni tak problem, zato ker mi uspejo v bistvu zbrisati ves zvok iz ozadja. Naprimer, za govorne nastope imam jaz zelo rada, da imam mir, da se samo skoncentriram spet na kva bom vse povedala, tako da me hrup takrat kar zelo moti. Učenci osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica so se z merilnikom hrupa odpravili po šolskih prostorih, kjer je hrupa največ. V učilnicah je glasno samo takrat, ko učiteljica ni v razredu, drugače pa v jedilnici ali pa med umarcem. Med odmori je pa avla. Pri telovadbi, ko tečem ali pa kaj tudi kar dosti hrupa. Za uspešno delo v učilnicah je sprejemljiva raven hrupa med 45 in 55 decibeli. Med odmori raven hrupa lahko doseže celo do 100 decibelov. Na mlade negativno vpliva tudi hrup iz okolja. Sem se učila kemijo in je sosed kosil in je bila zelo glasna kosilnica, ampak se nisem dala motiti, ker sem bila zbrana. Meni je bilo enkrat preveč glasno, ko smo bili na morju, pa je bila neka zabava in zmeden sem bil zelo, pa strah me je bilo. Takrat se mi zdi, da mi res malo bolj moti hrup kot prej. Na slabši sluh pa lahko vplivata tudi glasna glasba na koncertih in pretirana uporaba slušalk. Uporabljam slušalke. Imam tudi eno aplikacijo naloženo na telefonu, ki mi pač pokaže, da je to preglasno ali pa pač, da bi lahko dala bolj na glas. Hrup škoduje je zmagovalni film natečaja Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, v kateri ozaveščajo o zaščiti sluha. Mladi Radovljičani, ki so sodelovali na natečaju, so se ob tem tudi veliko naučili. Posneli smo Lano, ki posluša preglasno glasbo in zato škoduje in piska v ušesih. Nekateri sploh ne vejo, da tukaj sploh škoduje.